beseda od pogovora do neizrekljivega. Neizrekljivo je gotovo Bog in Bog je beseda od vsega začetka. In v tem smislu bomo tudi mi nadaljevali danes in sicer z mojo temo, ki je beseda ljubezni Svete Trojice. Sem pa potem v podnaslov malo zaobrnil. Če smo tukaj rekli od pogovora do neizrekljivega, sem jaz postavil od neizrekljivega do pogovora. Namreč, če nekako začenjamo govoriti o Bogu kot Sveti Trojici, potem je to tisto neizrekljivo, v kar vstopamo, kar se nam je razodelo in na nek način lahko zaslutimo to veliko skrivnost. In poskušal bom to nekako pokazati, da je Sveta Trojica vir in izvir tudi naše besede oziroma našega pogovora. In tako v 4 točkah sem si to zamislil ta večer, in sicer, da bi najprej pogledali Sveto Trojico, ki je dialog znotraj same sebe, je beseda ljubezni med 3 božjimi osebami pravzaprav. Potem drugi korak, stvarjenje, je beseda božje ljubezni navzven, tako ko ustvari človeka, kakor tudi ko ustvari vse drugo. V 3. koraku bomo se malo zaustavili ob srednjeveškem mistiku mojstru Eckhartu, ki je ob Božiču razmišljal, da je pravzaprav Božič, kjer se spominjamo Jezusovega človeškega rojstva iz Marije, neločljivo povezan tudi z večnim rojstvom Boga, ki ga izpovedujemo tudi v veroizpovedi. No in kot zadnji del pa bi rad na nek način vse te stvari poskušal videti ob srečanju Jezusa in Samarijanke, ki je tip enega duhovnega pogovora. Duhovni pogovor pa je pravzaprav tisti ta pravi pogovor, človeški pogovor, ki je hkrati tudi božji pogovor. No, tako v teh stopnjah nekako sem si zamislil, da bi mi tale večer skupaj preživeli in premišljevali. Upam, da bom vsaj približno lahko podal tudi to, kar sem si zamislil, da bi rad nocoj predal vam. Torej, prvi korak, Sveta Trojica je dialog. Dialog je pogovor med 2 ali večjimi osebami. Zato tako v tem duhu lahko razmišljamo, da je Bog se nam razodel po Janezu, pa seveda tudi v celotnem Svetem pismu, ampak Janez je to zelo jasno tako izrazil z 2 podobama. Bog je ljubezen, kar je Janez jasno podčrtal, in Bog je beseda. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Torej, ljubezen in beseda. Sveta Trojica, kot se nam je razodela skozi novo zavezo, so 3 božje osebe v absolutnem dialogu ljubezni. V absolutnem dialogu ljubezni. Oče se v svoji ljubezni popolnoma daje sinu. Sin se popolnoma v svoji sinovski ljubezni vrača očetu. In ta njun medsebojni odnos, ki je pravzaprav en odnos, ki pa je z ene strani očetovski, z druge strani sinovski, je pravzaprav 3. božja oseba, je tista vez ljubezni med osebama očeta in sina, ki jo imenujemo Sveti Duh. No in zdaj, če nekako poskušamo v tem duhu, janezovskem duhu gledati, Bog je beseda znotraj sebe, beseda, ki se daje, beseda, ki se sprejema. Oče daje besedo, rodi besedo, rojeva besedo, sin je očetova beseda, ki je meso postala potem po Mariji in med nami prebivala.
Ampak Bog v sebi je pravzaprav en tak dialog ljubezni. Zato lahko rečemo, da je v tem smislu bistvo Boga dajanje in prejemanje ljubezni ali dialog ljubezni. Ljubezen mora biti izpovedana, mora biti izrečena, ampak ne samo izrečena z besedo, mora biti izrečena z življenjem, z dejanjem. In v Bogu je ta beseda hkrati tudi dejanje, beseda. Bog je ustvarjal, se spomnite, bomo še potem spomnili, z besedo. Bog je rekel in je bilo. Torej, ko Bog nekaj reče, je to ne samo beseda kot človeška beseda, ki je tako eno tresenje zraka, ki pride do nas, ki sicer nam prinese en pomen, ampak se to tudi zgodi. Človek lahko reče, pa se to ne zgodi, kar reče. Bog pa ne more nekaj reči, ne da bi se to zgodilo. Zato Bog, ko izreče ljubezen, je ta ljubezen dejstvo, je ta ljubezen dejanje, zdaj pa, če gledamo zaenkrat še znotraj Svete Trojice. V tem dialogu ljubezni so vse tri Božje osebe eno. V bistvu gre za eno in isto ljubezen. To niso tri različne ljubezni, ampak so v tem absolutnem dialogu tako postale eno, da ene ni brez druge. Mislim, da smo že nekoč razmišljali o Sveti Trojici, o tem odnosu, zakaj je Jezus uporabil izraz ali pa podobo očeta in sina, ko nam je razodeval bistvo Boga, ki ga tako ali tako ne moremo dojeti. Zato, ker oče in sin sta tako, kot oče in sin, tako notranje povezana, da enega ni brez drugega. Vem, da sem takrat tiste, ki so bili tu, vprašal, kdo je prej, oče ali sin. Pa je takoj eden padel na to finto, pa rekel, ja, oče. Ne, je moški prej kot otrok, ampak kot oče pa ne more biti prej, kot je otrok, ker otrok naredi iz moškega očeta. Ne? Zato je ta odnos očeta in sina, očetovstvo in sinovstvo je pravzaprav en odnos, ker enega ni brez drugega, čeprav je stvarno različen z obeh strani, očetovstvo in sinovstvo. Ne? No, tako je recimo to večno, ta enost treh oseb je mogoče lahko malo dojemljiva tudi skozi to večno izgovarjanje samega sebe. Bog izgovarja samega sebe večno. Lahko bi v tem smislu govorili o tej Božji besedi navznoter, torej znotraj Boga. Bog se nam razodeva kot oseba, ki ima besedo. Se nam razodeva kot beseda, ki je oseba. No in že malo sem prej razlagal to povezavo, ki jo tako v klasični teologiji najdemo očetovstvo, sinovstvo in dahnenje kot tri relacije v Bogu, ki so eno. So sicer različne relacije, ampak obstajajo lahko samo kot eno, samo skupaj. In v tem duhu lahko tudi zaslutimo to, da je Bog, ki je ljubezen, Bog, ki je beseda. Beseda je zato, da se oseba lahko podari drugi, da se lahko razodene drugi, da je to eno samo podarjanje treh Božjih oseb. Da to je bistvo Svete Trojice. Absolutno podarjanje in to ljubeče, ljubezensko podarjanje druga drugi. Zato je Janez lahko izrekel ta stavek in ga zapisal: Bog je ljubezen. Ja, morda še tole, pri tem še spomnim, da je tudi Jezus pri svoji velikoduhovniški molitvi pri zadnji večerji, se spomnim, da je imel eno dolgo molitev
v kateri je izrazil to veliko skrivnost. In sicer takrat, ko je prosil, da bi bili ti eno, učenci, ki so bili tam z njim pri tej pashalni večeri. Oče, daj, da bi bili ti eno, kakor sva mi dva eno. Ti v meni, jaz v tebi. Jaz v njih, oni v meni. Da bi bili vsi eno, kakor sva mi dva eno. Da bo svet veroval, da si me ti poslal po njihovi enosti. Ta enost bo na nek način dokaz, da je Jezus učlovečeni Bog, ki ga je Oče poslal iz ljubezni do vsakega človeka. Se mi zdi, da je ta molitev res tako čudoviti izraz tega, v kateri bi se bilo večkrat treba ustaviti, pa to meditirati, premišljevati, pa tudi prositi za to, da bi bili eno, kakor sta Oče in Sin eno, v tej popolni podaritvi drug drugemu. Drugi korak, stvarjenje je beseda Božje ljubezni navzven. Če smo zdaj na kratko pogledali, nismo nič pogledali, ker se to ne da videti, ne? Ampak tako malo poskušali zaslutiti skrivnost dogajanja v Sveti Trojici z vidika besede, ki je temelj dialoga, ki je temelj pogovora. Potem vidimo, da je Bog hotel samega sebe razodeti, povedati tudi navzven. In vse stvarstvo je beseda Boga. Kajti, že prej sem rekel, kar Bog reče, to se zgodi. In kar se zgodi po Bogu, Bog to reče. In na ta način se Bog nam razodeva preko svojega stvarstva. Če je rekel, bodi svetloba, in je na nebo nastalo sonce in luna za svetlobo po dnevi in svetlobo po noči, potem je to Božja beseda navzven, nam, ki vidimo sonce in vidimo luno. Da bi preko sonca in lune doživeli ne samo to fizično svetlobo, ampak dojeli, da je za njima ljubezen Boga, ki ima mene rad. Zdajle, ko mi bo luna svetla, meni sveti, mene ima Bog rad. Bog jo zdajle ustvarja zato, ker me ima rad. In vsako stvar lahko tako vidimo, vsako stvar lahko tako zaznamo. Torej, to je beseda Boga in ta beseda je beseda o Bogu nam, ljudem. Kajti samo nam se lahko preko stvarstva Bog razodeva. Stvarstvo, ki je nižje od človeka, ne more dojeti, dojemati tega sporočila stvarstva. Bog ne ustvarja iz kakršne koli nuje. Torej, če nekaj je zato, ker je Bog iz ljubezni hotel to izreči in ko je izrekel, je nastalo. Tudi mene. Bog me je iz ljubezni hotel, zato je izrekel, bodi, Marjan, bodi vsak izmed vas. To ne zato, ker je on to potreboval. Bog me ne potrebuje za svojo srečo, za svojo polnost, ker Bog je polnost v sebi. Torej, če pa je nekaj, in očitno nekaj je, ker smo mi tukaj, potem je to popolnoma nezainteresirano iz ene same ljubezni. Zato je ta beseda stvarstva ali stvarstvo samo izraz Božje ljubezni. In prav je, da se učimo tako gledati. Druge, sebe in stvari okrog sebe. No in že prej sem omenil, da je to duhovniško besedilo, ki je v prvem poglavju prve Mojzesove knjige, govori o stvarjenju, da predstavlja stvarjenje kot Božje izrekanje. Ja, beseda, ki je nosilka, nosilka nečesa novega, bi lahko rekli. Zato je
verjetno tudi svetopismo oziroma Božje razodevanje se dogajalo, vzelo to primerjavo beseda, ne, ker beseda je beseda umetnosti. Pa ni nujno, da ne govorim zdaj samo o besedi, verbalni besedi, ampak mi se izražamo, govorimo s celim svojim bitjem, z rokami, ne? Mahamo, govorimo z očmi, govorimo z obrazom, govorimo praktično za vsem, govorimo tudi takrat, ko nočemo govoriti. Govori naša podzavest, ne? Zato poznamo nadjezik, podjezik in kolateralne jezike, recimo poleg tega verbalnega jezika, ne? Ker je človek bitje, ki je ustvarjeno po Božji podobi. In prej smo pa razmišljali, da je Bog se nam predstavil kot beseda. Zato je tudi človek ustvarjen kot beseda, kot bitje jezika, ampak ne v smislu, da mi imamo jezik poleg vsega drugega. S Heideggerjem bi lahko rekli, da človek je jezik, zato ker ne more biti tiho. Celo, če te ni tam, kjer bi moral biti, tvoja praznina govori. Včasih sem študentom rekel, ja, tudi takrat, ko je tvoj stol v učilnici prazen, nekaj sporočaš. Vedno govorimo, ko spimo ali bedimo. No, in v tem smislu lahko razumemo, kako je to globoko se zasidralo v stvarstvo, da je Bog ustvarjal stvari s tem, da je izrekal, seveda na svoj božji način. In ko je izrekal, so stvari nastale. Zato je stvarstvo beseda Boga navzven. Beseda pa služi dialogu, pogovoru. Torej, Bog želi, da stopim v pogovor z njim. Bog želi, da mu odgovorim. Najprej, da ga poslušam, da ga slišim, potem pa, da odgovorim. Hoče stopiti v dialog z menoj. Ja, postvarstvo, torej stvarnik govori o sebi, govori nam, ki smo sposobni dialoga z njim. V Svetem pismu imamo veliko odlomkov, ki prav to kaže, ne? Kako se človek pogovarja z Bogom na različne načine. Mojzes tam preko gorečega grma, naj se pogovarja z Bogom. Psalmisti gledajo stvarstvo in ob vsaki stvari hvalijo stvarnika. Torej, vsaka stvar jih pripelje do stvarnika. Tudi knjiga Modrosti, recimo, je tudi polna tega. Pravzaprav vse svetopisemske knjige imajo odlomke, kjer se Bog želi stopiti v odnos s človekom. In večkrat to Bog tudi izrazi. Ali izrazi, da ga boli srce, Božje srce. Ne? Boli ga, če človek ne želi stopiti v odnos z njim. Tudi Jezus uporablja razne prilike iz narave, zato da človeku pomaga stopiti v dialog z njim, da bi dojel, ne, kdo je Bog. Kdo je Bog? Je pastir, dobri pastir, ki gre iskati izgubljeno ovco. Torej, tudi ko nekaj izgubimo, nas to lahko pripelje do Boga. Lahko začutimo, ja, če jaz iščem eno stvar, ki sem jo izgubil, pa mi je mogoče dragocena, ne, s kako željo iščem to. Ne? In to me lahko pripelje do tega, ja, kadar jaz stopim s poti, kadar jaz se oddaljim od Boga, Bog s tako vnemo in še veliko večjo, absolutno vnemo ljubezni hodi za menoj in me išče. Vidite, tako stvarstvo govori o Bogu. In nam ga vedno znova in znova razodeva. Tukaj bi vas rad spomnil na svetega Ignacija Lojolskega, na njegove duhovne vaje, kjer ima v 4. tednu, pravzaprav kot višek svojih duhovnih vaj, postavi
kontemplacijo za dosego ljubezni. Kolikor poznate, bi samo malo preletel skozi to navodila za to kontemplacijo. Kontemplacija, veste, da je neko notranje zrenje. Ne gre zgolj za predstavo, ne gre zgolj za domišljijo, čeprav domišljija pomaga, ampak gre za to, da preko domišljije, predstav in tako naprej pridemo do tega, da nam Bog lahko nekaj razodene, da nam Bog nekaj pokaže. Zdaj, to je kontemplacija, zrenje Boga. Zrenje Boga v stvareh, zrenje Boga v dogodkih, zrenje Boga v recimo odnosu s samim seboj. No, in takole recimo je Ignacij zastavil stvar, začne s kratko katehezo ali teologijo, če hočete. Ljubezen je v medsebojnem podarjanju obeh. Se pravi, kdor ljubi, daje in deli tistemu, ki ga ljubi, kar ima, ali od tega, kar ima, ali premore. In prav tako ljubljeni ljubitelju. Tako, če ima kdo znanje, ga daje tistemu, ki ga nima, ali čast, ali bogatstvo, vedno drug drugemu. To je nekaka taka osnova. Druga taka osnova je, ko pravi, ljubezen se mora uveljaviti bolj v dejanjih, kakor v besedah. Torej, tudi v besedah, ampak bolj v dejanjih, kakor v besedah. Potem pravi, da tu v tem trenutku bom gledal, kako stojim pred Bogom, našim Gospodom, pred angeli in svetimi, ki prosijo zame. Si predstavljam tako preprosto v svoji domišljiji, kakorkoli si to zmorem predstavljati. Stojim pred Bogom, tam so svetniki, angeli, prosijo zame, za ta moj odnos z Bogom. Potem prosim, kar želim, pravi, in kaj bi naj želel v tem trenutku, notranjega spoznanja tolikih prejetih dobrot, da bi v polnem prepoznavanju mogel v vsem ljubiti Božje veličastvo in mu služiti. Da bi v vsem, kar vidim, kar zaznavam, mogel ljubiti Božje veličastvo in mu služiti. No in potem prvi korak, prva točka. Spomnim se prejetih dobrot, stvarjenja, odrešenja in posebnih darov. Z velikim hrepenenjem tehtam, koliko je storil Bog, naš Gospod, zame in koliko mi je dal od tega, kar ima. Potem, kako mi isti Gospod želi dati sam sebe. Ne samo, da me je ustvaril, da mi je dal stvari, da mi je dal prijatelje, starše, prijatelje in tako naprej, tudi samega sebe mi je dal. Kolikor je to v skladu z njegovim Božjim načrtom. Torej, gleda Boga, kaj vse mu je dal, ne? Kaj je vse storil za njega na tem področju stvarjenja, odrešenja in posebnih darov. Na to pa pomislim nase in premislim, kaj moram jaz sam po vsej resnici in pravici ponuditi in dati njegovemu Božjemu veličastvu. Tako kot je prej rekel, ne? V ljubezni oba dajeta in oba sprejemata. Najprej vidim, kaj sem sprejel od Boga, zdaj pa pogledam, imam kaj, mu lahko kaj dam? Mu lahko jaz kaj dam? Seveda, saj sem se prejel. Se pravi, ne zato, da bi on zdaj imel, ker mi je on dal, kar imam, ampak iz ljubezni. Iz ljubezni hočem dati, ne? Torej, pomislim nase in premislim, kaj moram jaz sam po svoji resnici in pravici ponuditi in dati njegovemu Božjemu veličastvu. Namreč vse, kar imam, in obenem še sebe, kakor tisti, ki daje z velikim žarom. Torej, to približno tako potem poteka, ne? Da se spomnim, kaj imam, imam avto, pa ga dam Bogu. Ga izročim Bogu. Imam vrt, ga izročim Bogu. Imam hišo, izročim Bogu. Imam ta talent, ga izročim Bogu. In tako naprej do
samega sebe, do svojega bistva, kolikor ga zaznavam in ga podarim Bogu. In to s takim žarom, pravi, z velikim žarom. In daje en primer tudi molitve, kako se lahko človek izroči v takem primeru Bogu, ko začuti najprej to, kako je za vsem bil obdarovan, kako je vse, kar je prejel, dar njegove Božje ljubezni. Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča. Prvi korak, ne, te kontemplacije ljubezni, za dosego ljubezni. Potem pravi naprej, opazoval bom, kako Bog prebiva v stvarih. Torej, najprej sem začel pri sebi, ne, kaj imam in da je vse od Boga. Potem, kako prebiva v stvarih. Prvi nam daje bivanje, ker je stvarnik, ne? Tudi v tem trenutku daje vsem stvarem, ki obstajajo, bivanje. Nihče, nobena stvar si sama ne more dati bivanja. Glejte, že samo to, če bi to imeli vedno pred očmi ali pa vedno v svoji zavesti, ne? Kjerkoli smo, jaz si sam tega trenutka bivanja ne morem dati, bi lahko bil to vir neizmerne hvaležnosti. Ker mi je darovan, ta trenutek nam je darovan. Tudi to, da smo skupaj, nam je darovan, da smo lahko skupaj, da lahko skupaj zdajle doživljamo to, kar doživljamo. Rastlinam življenje, to je prvinam bivanje, rastlinam življenje, živalim še nekaj več, čutenje, ljudem umevanje. To ni razumevanje, ampak umevanje. Je več kot razum. Ne? To je tisto, s čemer Boga spoznavam, je to po Ignaciju. In tako prebiva v meni, kot mi daje, da sem, da živim, da čutim in spoznavam. Torej, pa zaznam, v meni je pa vse to. To, kar daje prvinam, to, kar daje rastlinam, to, kar daje živalim, vse to je v meni, pa še nekaj več. Ne? Dela me tudi za svoje svetišče, saj sem ustvarjen po vzoru in podobi njegovega božjega veličastva. Pa sem zdaj gledal, kaj je Bog za mene naredil, ali pa v meni dela. Zopet pomislim nase in zopet pomislim, kaj lahko Bogu dam, kaj je zdaj od vsega tega v meni. Imamo svoje bivanje izročim, vse je že tako njegovo, ampak on ga je dal meni. Ko v ljubezni nekaj damo, ne zahtevamo tega nazaj. Ampak drugi nam pa lahko to prostovoljno vrne. Ljubezen z ljubeznijo. Bog mi je dal, jaz mu to vračam. No in tako naprej. In potem pravi še naprej, lahko gremo, premislim, kako si Bog prizadeva in trudi zame v vseh ustvarjenih rečeh na zemlji. Se pravi, da ravna kakor tisti, ki upravlja naporno delo tako na nebu, v prvinah, v rastlinah, sadežih, čredah in tako dalje. Daje jim, da so, ter jih ohranja, daje jim, da žive in čutijo tudi zame. In potem zopet to obrnem nase, ne, in kaj iz vsega tega zdaj lahko jaz Bogu nazaj vrnem iz ljubezni. Torej, gledal bom, pravi Ignacij, nekako povzame, gledal bom, kako vse dobrine in vsi darovi prihajajo od zgoraj. Kakor moja omejena moč od najvišje in brezmejne moči od zgoraj, podobno pravičnost, dobrota, vdanost, usmiljenje in tako dalje. Kakor žarki iz sonca in voda iz izvira. To sem jaz, to si ti. Kakor žarek iz sonca smo mi iz Boga. In žarek prinaša božjo toploto, sončno toploto in sončno svetlobo do mene, mi pa prinašamo naprej drugim stvarem božjo bližino,
božjo svetlobo, to duhovno svetlobo, moč, ljubezen in tako naprej. No, tako pravi, to je kontemplacija za dosego ljubezni. Če se v to res poglobimo in nekajkrat to del naredimo, tako skoraj ni mogoče, da ne bi začutili, kako nas ima Bog neizmerno rad. In potem lahko to ljubezen delimo. Glejte, nihče ne more ljubiti, kdor ni ljubljen. To velja seveda tudi za človeško ljubezen, za medsebojne odnose, ampak vir tega pa ni samo človeška medsebojna ljubezen. Vir te ljubezni, ki jo lahko dajemo naprej, je Bog, ki je ljubezen. Moramo kar malo hiteti, da ne bomo prepozni. No, tretji korak, smo rekli, bomo malo pogledali mojstra Eckarta. No, tam srednjeveški mistik je o božiču razmišljal, tako da pravzaprav poleg Jezusovega rojstva iz Marije praznujemo tudi večno rojstvo, ki ga Bog Oče večno uresničuje v Sveti Trojici in je v bistvu Boga. Je središče Svete Trojice. Je to, kar v veroizpovedi molimo, da Oče rojeva Sina, rojen, neustvarjen. To je bilo tam v 4. stoletju in 5. stoletju, ko je bila pač kriva vera, da so pač nekateri trdili, da Jezus ni pravi Bog, da je samo človek, ki ga je pa Bog adaptiral, ga je Bog privzel in mu dal svoje božanske moči. Ampak ni Bog, je človek. No in cerkev je dogovorila na koncilu za to resnico, da je rojen iz očeta. Torej je vzela zopet to podobo, seveda to ni rojstvo kakor človeško rojstvo otroka iz matere, ampak zakaj je rojstvo cerkev oziroma na koncilu, zakaj so vzeli to primero? Zato, ker z rojstvom se pravzaprav prenaša bistvo. Človek rodi človeka, pes psa, mačka mačko, Bog Boga. Po tej analogiji so to izrekli in potem poudarili, neustvarjen. Sin, druga božja oseba, ni ustvarjena. Je rojena, večno rojena iz očeta. No, in to večno rojstvo iz očeta je tudi izgovarjanje, večno izgovarjanje besede, to, kar smo na začetku razmišljali. Je samo druga oblika, kako lahko to povemo. No in Eckart je tako razmišljal, kako se lahko rodi Bog v človekovem srcu. Ko večkrat rečemo, tudi ena pesem je, če se Bog ne rodi v mojem srcu, božiča ni. In on je razmišljal, kaj to pomeni, da se Bog rodi v mojem srcu, v našem srcu. Kako se to lahko zgodi? Gotovo ne na način, da bi Marija rodila v mojem srcu. Da bi pa rekli, ja, to pa je samo nek notranji občutek, je pa tudi malo premalo. Zato, da bi lahko rekli, da je to rojstvo Boga v mojem srcu. Božič je, pravi Eckart, Božič, ki ga praznujemo, je zgodovinski izraz rojstva, tega večnega rojstva v človeški naravi. Saj Marija, pravi, ne bi mogla zemeljsko roditi učlovečene besede, če je Bog ne bi večno izgovarjal to besedo. To, kar smo v začetku, prvem koraku razmišljali. Saj, če je Bog
če je torej Bog oče, ne bi izgovarjal svoje besede, ki je sin, ki je druga božja oseba. No, in ko o tem razmišlja, pride do sklepa, če se to večno rojstvo ne zgodi v mojem srcu, potem je božič zaman. Torej, vabi k temu, da bi v sebi, v srcu, v svoji notranjosti, torej v najglobljem središču samega sebe, naredili možnost, da lahko tam Bog se naseli, da se Sveta Trojica lahko naseli in Sveta Trojica pa je v svojem bistvu izrekanje besede. Rojstvo sina iz očeta. In kadar to omogočimo Bogu, pravi, takrat se Bog rodi v našem srcu. In ta božič, zemeljski božič, praznovanje tudi božiča, naj bi bila ena sama vzpodbuda, ne samo spomin na to, kar se je zgodilo pred 2000 leti, ko je Marija rodila človeka Jezusa, ki je tudi seveda Bog. Spomin je za naše odrešenje premalo. To večno rojstvo, to bivanje Svete Trojice, ta dialog v Sveti Trojici se mora naseliti v mojem srcu. No, in ko zopet o tem razmišlja, pravi, kaj lahko človek pri tem naredi, pravi, človek mora živeti kreposti. Kadar človek živi kreposti, takrat omogoči Bogu, da se naseli v njegovem srcu. Takrat lahko oče rojeva svojega sina v mojem srcu. In to je resnično rojstvo Boga v človeku. Zato pa mora človek v sebi umolkniti, omakniti vse svoje sposobnosti, pozabiti vse svoje stvari, bi lahko rekli, podobe, ki jih ima. In razmišlja o tem, kako človek lahko napolni svoje srce s podobami od zunaj. In dejansko, mi vse o stvareh izvemo pravzaprav od zunaj in kot neke podobe, slike se naselijo v nas. In lahko napolnimo srce, da postane srce preobteženo s temi podobami, slikami, predstavami od zunaj. Zakaj so vse reklame o glavnem podobe, slike? Besed zelo malo. Zato, ker podoba, slika globlje v človeka vstopi in ostane. In če pomislite malo, kako se kakšne stvari v vas prebudijo, tako da sliko si predstavljate, da v spominu obudite podobo. Pojem je premalo. Podoba je veliko močnejša, te zagrabi. No, in pravi, če hočeš, da se bo Sveta Trojica naselila v tebi, moraš s krepostnim življenjem srce očistiti, izprazniti teh podob, da bo lahko Bog svojo podobo dal v tvoje srce, položil v tvoje srce od znotraj, ne od zunaj. Zato mora srce utihniti. No, o tem bi lahko še veliko govorili, o tem pozornem in čistem srcu. Morda samo spomnim še na to, da očiščevanje srca ima en proces. In šele ko srce očistimo, lahko zares pregovorimo tisto pristno besedo. In nekateri, recimo Evagri Ponski, je naredil en tak sistem, pokazal en sistem, kako zlo prodira v človeka in seveda potem tudi lahko dobro prodira v človeka po isti metodi ali pa, če hočete, po istem principu. No, poglejmo si tega Evagrija iz Ponta. Pravi 5 korakov prodiranja zla v srce. Najprej se pojavi sugestija. Vedno.
Sugestija je lahko v obliki misli, v obliki občutka, želje, hrepenenja, lahko pride od zunaj, lahko pride iz podzavesti, pojavi se neka sugestija, zato je imenoval to sugestija, ker je lahko karkoli, lahko misel, občutek in tako naprej. In sicer, ja, sugestija, da bi naredil nekaj, kar ni dobro, ne? Potem pravi, če tega takoj ne zaznam in ne prekinem tega procesa, rečem, ne, pojdi tako, kakor si prišla, ta misel ali ta vzgib, se začnem pogovarjati s to mislijo ali pa s tem vzgibom. Če ne drugega, začnem ji govoriti, kako je slaba in da jaz tega ne bom naredil, ker je to zlo, ker je to slabo. Ampak to že ni več čisto nevtralno. Zato, ker zakaj se sploh z eno slabo stvarjo ukvarjam, pa ji dopovedujem, da je slaba? Pustim jo, ne? Umakni se od nje, obrni se stran, začni razmišljati nekaj pozitivnega. Zato, ker če se boš dolgo pogovarjal z njo, boš prišel na 3. stopnjo, ki je notranji boj. Namreč, ko se ti bo v nekem trenutku zazdelo, ja, ampak v tem trenutku, v tem položaju, v tej moji situaciji, pa mogoče ni tako slabo. Mogoče mi bo pa to pa se bom malo umiril, pa sem napet, pa se bom sprostil. Ne? Bi, ne bi, ne bi, ne? Ta boj, bom, ne bom, bom, ne bom. In če še tu ne kapiram, kam me zlo vodi, in se dolgo ukvarjam s tem, bom, ne bom, bom prej ali slej prišel na 4. stopnjo, ki je privolitev. Bom, ker se mi je to pokazalo zdaj kot nekaj, kar mi bo nekaj prineslo. Nekaj navidezno dobrega, ampak takrat mislim, da je to dobro za mene. In se odločim, bom. No in tukaj bi lahko začeli govoriti tudi o grehu, pri tej privolitvi. Prej je še boj, duhovni boj, s to privolitvijo, rečem bom ali takoj, ko bo mogoče, sem pa že pristal na zlo. No in kadar to zlo, recimo to v isti stvari večkrat naredim, lahko to preide v strast. V psihologiji bi lahko to imenovali tudi zasvojenost ali kaj podobnega. Strast pa pomeni to, da ko se mi pojavi ta sugestija, ne grem več po teh stopnjah, ampak takoj grem v izvedbo, v uresničitev. Hvala Bogu, da podobno logiko lahko najdemo tudi v smeri dobrega. Torej tudi dobro se nam pojavi najprej kot sugestija, kot vzgib, potem se pogovarjam z njo, ampak ne v smislu, tukaj pa v smislu, ja, da krepim to željo, da bi to naredil, ne? In mi potem pomaga, ja, pri tem boju, ja, pa je težko, pa me bo veliko stalo, če bom to dobro naredil, ne? Pa nimam časa, ne, tako bi, ne bi, ampak mi pomaga recimo ta pogovor z njo, da pristanem, da bom naredil dobro. In tukaj se dobro, tudi v moralnem smislu začne potem zame. In tu se ne konča s strastjo, ampak se konča s krepostjo. Krepost je pa namreč čisto notranja drža k dobremu, ne? Ko več ne razmišljam, a se mi splača, se mi ne splača biti dober, ampak ko imam možnost, sem dober. Ne? Tako. No in zdaj pa se še ostavimo za trenutek, ampak bo malo daš trenutek, pri odlomku Samarijanke in Jezusa. No, še prej mogoče, da se zavemo, zakaj sem izbral ta odlomek, zato ker je v tem odlomku zelo jasen postopek, kako je Jezus človeka uvajal v vse to, kar smo prej govorili, ne? Do tega, da je odprl srce Bogu, da je Bog lahko začel v njem živeti in potem tudi delovati, ne? Tudi navzven. To je tak tipičen primer, zelo tipičen. No, prej še pa poglejmo 8 tipoloških takih znakov, značilnosti, kako Bog vzgaja v zgodovini
odrešenja človeka, pa tudi ljudstvo, narod. Ne? In če bi Sveto pismo brali z tega vidika, bi lahko verjetno več ali manj takih tipov, recimo, božjega delovanja našli, ampak gotovo tekle 8 je takih zelo jasnih. Najprej Bog vzgaja, se pogovarja, saj vzgoja je dialog, ne? Stopa v dialog s posameznikom in skupnostjo. Se spomnite, je stopil v dialog z Abrahamom, z Mojzesom, ampak tudi z izvoljenim ljudstvom kot celoto, ne? Da ga je lahko izpeljal iz Egipta. Potem ta dialog izvaja postopno in napredujoče. Torej bi lahko rekli, upošteva situacijo, ne? Postopno, ne prehiteva, čaka, da človek dozori za naslednjo stopnjo, ne? Ga ne vleče za ušesa v nebesa, ampak tako korak za korakom, oziroma ne daje nekih naslednjih darov, predno ni utrjen na tisti stopni, na kateri trenutno je. Potem z močnimi posegi, se spomnimo tam goreči grm, je tak močni poseg, ne? Je grm gorel, pa ni zgorel, in to je pritegnilo Mojzesa, in potem se je začel dialog z njim, ne? Ga je izbral, mu povedal, kam ga pošilja. Seveda, to je tudi zahtevno, ker zahteva tudi neke korenite spremembe. Že tu pri Mojzesu vidimo, ne? Vedno je mogel bo zapustiti to varno okolje, v katerem je zdaj nekaj let živel, družino je imel, ne? Dobro mu je šlo, zdaj pa ga nazaj k faraonu pošilja, ne? Ta Bog. Tako, torej gre kar za take pomembne stvari, ne? Potem računa na konflikte, Bog pri tej vzgoji za dialog ali pa za izrekanje besede, ne? Ja, tudi na neuspehe, lahko vzamemo Davidov primer, ali ne, vemo, da je bil po eni strani dober, po drugi strani pa je potem tudi pogrnil na celi črti, ne? Tako bi lahko rekli, Bog bi bil lahko v nekem trenutku razočaran. Pa mu dejansko potem reče, glej, dal sem ti vse, kar je bilo potrebno, ne? Postal si mogočen kralj, ne? Pa če bi me prosil, bi ti dodal še to, pa še to. Ti si mi pa tole naredil, ne? Takrat, ko je, se spomnite, Betsabeja pa Urija, ki ga je dal potem umoriti, ne? Torej, računa na konflikte. Namreč, kaj potem na koncu te zgodbe vidimo? Da Bog nadaljuje zgodovino odrešenja na Abrahamu. Ga ni zavrgel, ampak ga je pomagal, da je iz tega zlezel in na njegovem rodu gradil naprej zgodovino odrešenja, vse do Jezusa, ki je Davidov sin. Potem z odločnostjo, tudi z grajo, kadar je treba, vzgaja za ta dialog, ne? Ni kompromisar, tudi ni za neke permisivne pristope. Da v vsaki stvari bi lahko še razpravljali, pa tu ni to namen. Potem 6. načelo njegovo je, da načrtno dela, ima cilj, ki ga mora doseči z tem človekom, vse, da postane odgovoren Božji otrok na koncu. Potem 7. tip je, da s pozornostjo deluje s pozornostjo na konkretno situacijo, torej spoštuje konkretno zgodovino posameznika, mojo, tvojo. Abraham je brez otrok in Bog uporabi to situacijo. Ne kreira ene nove, ampak to, v kateri se je že znašel ta človek, ne? Ali so v izgnanstvu in uporabi to suženjstvo recimo kot priložnost, da pripelje ljudstvo en korak naprej v tej zgodovini odrešenja. In potem vzgaja tudi sodelavci. Bog ni taki, da bi bil kar sam, ampak hoče imeti sodelavce. Bi lahko rekli, je tipični sinodalni človek, ne? Skupaj bomo to naredili, ne? Čeprav bi lahko vse sam naredil, ne? Ampak skupaj. No, toliko, ker je v ozadju tudi tega odlomka, bomo videli, so tile elementi tega tipu delovanja Boga so navzoči.
Prisluhnimo najprej, tu ni cel odlomek, ampak tako, jaz vam ga bom prebral, ker se mi zdi, da nič ne škodi, no, če Božjo besedo tudi malo slišimo. Ko je torej Jezus izvedel, da so farizeji slišali, kako pridobiva in krščuje več učencev kot Janez, čeprav Jezus sam ni krščeval, ampak njegovi učenci, je zapustil Judejo in spet odšel v Galilejo. Moral je iti skozi Samarijo. Prišel je torej v samarijsko mesto, imenovano Sihar, blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od poti in je kar sedel k studencu. Bilo je okrog 6. ure, to je opoldne. Tedaj je prišla neka žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus je rekel, daj mi piti. Njegovi učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrane. Samarijanka mu je torej rekla, kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, ki sem Samarijanka, naj ti dam piti? Judje namreč nimajo stikov s Samarijani. Jezus je odgovoril in je rekel, če bi poznala Božji dar in vedela, kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Žena mu je rekla, Gospod, nimaš čim zajeti in vodnjak je globok. Odkot imaš torej živo vodo? Si mar ti večji kot naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina? Jezus je odgovoril in je rekel, vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Žena mu je rekla, Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat. Rekel je, pojdi in pokliči svojega moža in pridi sem. Žena je odgovorila in mu rekla, nimam moža. Jezus je rekel, dobro si rekla, nimam moža. Kajti 5 mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. To, kar si povedala, je res. Žena mu je rekla, Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je kraj, ker ga je treba častiti v Jeruzalemu. Jezus je rekel, veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili očeta ne na tej gori, ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne poznate, mi častimo, kar poznamo, kajti odrešenje prihaja od Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili očeta v duhu in resnici. Prav takšnih častilcev si namreč želi oče. Bog je duh in katerega častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici. Žena mu je rekla, vem, da pride Mesija, ki se imenuje Kristus. Ko ta pride, nam bo vse razkril. Jezus je rekel, jaz sem, ki govorim s teboj. Medtem so prišli učenci, nadaljujejo, končamo lahko s tem. Veliko Samarijanov iz tistega mesta je začelo verovati vanj zaradi besede žene, ki je pričevala, vse mi je povedal, kar sem storila. Ko so Samarijani prišli k njemu, so ga prosili, naj ostane pri njih. In ostal je tam 2 dni. Zaradi njegove besede jih je še veliko več začelo verovati. Ženi pa so govorili, ne verujemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta. Torej gremo malo še do srečanja, da ga še malo od znotraj pogledamo. Lahko bi rekli, da je tukaj Jezus evangelizator, ne? Pred njim je ena tako na pol poganka, Samarijani so bili tako na pol, ne? So bili sicer izvorno Judje, ampak potem, ko so se naselili tukaj v obljubljeni deželi, so se pomešali s starimi prebivalci, se z njimi poročali, prevzeli tudi njihove bogove, tako da je malo so bili Judje, pa malo pogani, ne? Tako
Zato so jih Judje izobčili. In enostavno so bili zanje nečisti in se z njimi niso ne pogovarjali, ne se dotikali njihovih predmetov, ker če se je kdo dotaknil njih ali predmetov, ki so jih oni uporabljali, je bil nečist. No, poglejmo zdaj z tega vidika, če pogledamo, vidimo 6 stopenj, ki jih je Jezus nekako prešel v pogovoru ali dialogu, vidite, smo pri dialogu, s to ženo. Prvi korak konkretnost, drugi korak prestop meje, tretji korak preskok na višjo raven, vstop v intimo sogovornice, razodetje samega sebe in pričevanje te žene potem. Prvi korak, konkretnost. Zakaj gre? Opoldne je, to se pravi, že dolgo hodijo, vroče je, očitno. Opoldne pridejo do Jakobovega studenca, rečejo, tu bomo se ustavili, oni so šli v mesto kupovati. Že tukaj se vidi, da je Jezus naredil en korak preko postave, ali pa ne postave, ampak preko določil, ki so jih takrat Judje imeli, da se Samarjani ne smejo družiti. On bi lahko šel v Galilejo po drugi poti, mimo Samarije. Torej je imel v načrtu, smo prej rekli, Bog vedno dela s ciljem, ima načrt. In on je hotel že in priti tja, do tega vodnjaka v Samariji. Konkretnost. Jezus pride do vodnjaka, je žejn, učenci gredo, žena pride in ima vrč. Namreč pri vodi, tam, kjer je bila voda, niso pustili vrčev, zato da ne bi jim kdo spraznil vodnjaka. Ker je to bila ena največje dragocenosti imeti tam vodo. Ne? Zato ni mogel on si sam zajeti. In Jezus, gledajte, prvi korak, sprejme konkretnost. In konkretnost je, da je on žejn, žena pa ima vrč. In reče, daj mi piti. Čisto navadna konkretnost, ki mi omogoči vstopiti v kontakt s človekom. On ga uporabi ne samo zato, da bi pogasil svojo žejo, ampak zato, da naveže z ženo nek kontakt. Iskanje skupne točke, bi lahko rekli. Vstopno mesto, ki je za dialog, za pogovor izrednega pomena. Lahko že vstopno, tisti začetek lahko odbije, lahko pa pritegne. Torej, tudi če se začnemo pogovarjati o vremenu, nič hudega, če ni druge možnosti. Samo da imamo načrt, kako bomo stopali naprej. Potem vidimo naslednjo konkretnost. Mogoče je prav, da se tu zavemo, da je to Samarjanka. Ko bi se Jezus ne smel z njo pogovarjati. Zato, ker je Samarjanka. Kaj šele, da bi jo prosi, naj mu da piti iz njenega vrča. Vidite, je kar pogumen. Bi kdo rekel, ja, saj ni nobenega, noben ne bo videl. Pa verjetno pri Jezusu ni bila ta skušnjava, ki bi nasedel. Potem stopimo na drugi korak. Hkrati s to konkretnostjo je Jezus pravzaprav prestopil meje običajnega. Zakaj? Zato, ker je vzbudil pozornost pri ženi iz razloga, da on, ki je Jud, prosi njo, ki je Samarjanka, za vodo. Mogoče še to dodamo tukaj, ne samo, da se Judje z Samarjani niso hoteli nič skupaj imeti, ampak
po judovski postavi od nekega trenutka naprej, časa naprej, se moški ni smel s tujo žensko pogovarjati pri belem dnevu. Na javnem mestu. Jezus pa pri vodnjaku, ki je najbolj javno mesto bilo takrat. Ker tam so se ljudje dobivali, ne, pri vodnjaku. Zato je to, daj mi piti, on dejansko prestopil, bi lahko rekli, kar nekaj mej. In ta žena je to zaznala. In sicer prestopil je najprej čisto kulturno-antropološko mejo, moški, ženska, ki se v tem svetu moški, kot sem rekel, ni smel pogovarjati žensko javno pri belem dnevu. Potem narodnostno mejo med Judi in Samarijani jo je prestopil. In celo versko, ker Judije so imeli Samarijane za nečiste, torej odpadle od vere. In on se je z njo pogovarjal, celo hotel piti iz njenega vrča. In to je ženo začudilo. Kdo je ta človek? Kdo je ta Jud, da pri belem dnevu opoldne dela tole, za kar ga lahko celo obsodijo na smrt, Judje? A veste, kako močno sporočilo je bilo? Kako ni nič tega povedal. Naredil je nekaj, kar je ona razumela kot močno besedo, ki jo je pritegnila ta beseda. Ne? Jezus ohranja tudi enakovrednost. Se čuti, da jo ima za enakovredno, čeprav je Samarijanka. Torej tudi čisto človeško dostojanstvo ji prizna. Sicer ne taji, da je on Jud, ona pa Samarijanka. Nič ne skriva. Ampak čuti, da je možnost odprta, da presežeta te meje, ki so tako človeške. Te meje so ljudje postavili. Te meje ni postavil Bog. Tretji korak, preskok na višjo raven. Potem, ko se pogovarjata, kar naenkrat Jezus pravi, ja, ko bi pa ti vedela, kdo je, ki se pogovarja s teboj in ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in bi ti dal žive vode. Vidite, najprej se pogovarjata o navadni vodi, vodi, ki je tam v Jakobovem vodnjaku. Potem pa Jezus dvigne diskurs, bi lahko rekli, na višji nivo in se začne pogovarjati o živi vodi. Žena sicer najprej ne razume, misli, da je to živa voda, je studenec, je vodnjak, ki ni kapnica, zato je to bila zanje živa voda in je ona mislila, ja, da misli na to vodo, kako boš, če pa nimaš vrča, s čemer bi zajel, kako bi boš ti to dal. Ampak počasi jo Jezus pelje na višji nivo, prav s tem, da začne ta razpravo o živi vodi. In pravi, ja, da kdor jo bo pa mu bo dal in jo bo pil, bo v osrčju, bo v njegovem srcu to postala voda tekoča v večno življenje. Na večjih mestih Jezus tako pravi, tudi tam v templju enkrat, če je kdo žejen, naj pride k meni, in dal mu bom piti in iz njegovega osrčja bodo tekle reke žive vode. In Janez tam pravi naprej in govoril je o svetem duhu, ki jim ga bo dal. Večkrat torej porabi Jezus to živo vodo kot nekaj, kot podobo, s katero želi človeka iz tega zemeljskega, svetnega nivoja dvigniti v en duhovni nivo, ki ne izključuje tega, ampak ga vključuje na en višji ravni. Četrti korak, vstop v intimo sogovornice. Očitno je Jezus začutil, da je ta dialog pripeljal tako daleč do take zaupnosti, da mu je začela toliko zaupati, da si je upal dotakniti njene rane.
v tistem trenutku pravi, pojdi in pripelji svojega moža. V bistvu je bila to njena rana. Imela je že 5 mož, ki noben ni bil njen mož, in to je 6., ki tudi ni njen mož. Odnos mož-žena lahko v Svetem pismu razumemo tudi kot krik po ljubezni. To je 6 krikov te žene po ljubezni, ki noben krik ni bil uslišan. Jezus je to zaznal, je začutil, kot človek tudi. In zaznal je, da je možno se dotakniti te rane, kajti brez dotika te rane ne more ozdraviti ta žena. In naredi to tako neagresivno, upošteva njeno mnenje. In žena pravi, vidim, da si prerok. In potem naredi nekaj, kar je menda za ženske, zdaj še znajo boljše menda kot moški, menja temu. Ko prideta do tega, da bi se pogovarjala o nečem, o čemer se ona ni hotela pogovarjati, je menjala temu. Tukaj morda lahko se vprašamo ali pa si odgovorimo, zakaj je ta žena prišla po vodo opoldne, ko ni nikogar pri vodnjaku. Ker po vodo so hodili zjutraj, ko je še bilo sveže. Ker to je ponavadi bilo tudi daleč, ni bilo blizu. In je bilo treba na glavi nositi vrče vode, tudi kilometre lahko daleč. Zato so zjutraj prišli tja, v glavnem žene, ta pride pa opoldne, ko je najbolj vroče. Očitno je bila njena rana tako velika, da se ni hotela pogovarjati in srečati z drugimi ženami, ki so, kadar so jo videle, tako malo skupaj stopile, pa znale kaj povedati o njej, verjetno. Spravi, se je izogibala družbe. Zato je prišla v tistem trenutku po vodo, ko je vedela, gotovo ne bo nobenega. No, pa sreča tam Jezusa. In Jezus zazna njen stop. To spremembo teme. Vidim, da si prerok. Naši pravijo, da moramo moliti tudi na Garizimu, vi pravite, da v Jeruzalemu. Kje se bo moli Boga? Torej menja temu, ampak Jezus zazna to, se ne obnaša kot slon v trgovini s porcelanom, sprejme njen stop in si misli, tako lahko sklepamo, bom pa po tvoji poti prišel do istega cilja. Ni zamenjal cilja, samo po drugi poti je šel in se začneta pogovarjati o molitvi. Če bi, jaz sem tisto malo spustil, oziroma vse sem bral, 10-krat je noter v tistem kratkem besedilu uporabljena beseda molitev, češčenje pravzaprav, in to beseda proskinezis. Proskineo, ki pomeni najglobljo molitev, pomeni češčenje Boga, ko se vržeš v tla. Proskinezis pomeni pravzaprav lahko vreči se v prah pred nekom, ki je večji od tebe, ali poljubiti, vzeti stal in poljubiti. Spomnite, sveti Janez Pavel II, kamorkoli je prišel, ko je iz aviona prišel dol, je najprej, dokler je mogel, pokleknil in poljubil zemljo. Proskinezis, Bogu, ki je navzoč tudi v tisti deželi, kamor je prišel. No, tako vidite, je Jezus se dotaknil te notranjosti žene. No, to bomo preskočili. In 5. korak, vidite, je pa zelo pomemben. Namreč, kdor hoče v dialogu iti naprej in se je dotaknil intimnosti drugega, notranjosti drugega, mora odpreti tudi svojo notranjost. Sicer ne bo dokončnega dialoga, ne bo dialog mogel iti naprej. Bog je dialog, smo rekli, ne?
Človek pa je ustvarjen po Božji podobi. Mi smo ustvarjeni za take dialoge. Zato ni možno se resnično pogovarjati, ne da bi sebe odkril drugemu. Vedno globlje in globlje. In kako se Jezus razodene, kako Jezus odkrije svojo intimo tej ženi? Ko žena pravi, ja, vidim, da se je prerok, oziroma tam, ko govorite o molitvi, ja, ko bo prišel Mesija, on nam bo povedal. On nam bo vse povedal. In takrat reče Jezus, jaz sem, ki govorim s teboj. Ampak jaz sem je v Svetem pismu ime Boga. Jahve. Bog se je Mojzesu razodel kot jaz sem, ki sem s teboj, ki sem bil, ki sem in ki bom s teboj ali z vami. In oba sta vedela. To je bistvo judovstva in tudi bistvo, to bistvo so še vedno ohranili tudi Samarijani. Torej, oba sta poznala to. Jezus je rekel, jaz sem. S tem je povedal, pogledajte, verjetno prej kot učencem, da je on Bog. In očitno, da je žena razumela. Sem enkrat duhovnikom nekaj v tem smislu govoril, pa je tako eden se javil in rekel, ja, čuj, kaj ti misliš, da bom jaz z vsakim, ko se pogovarjam z njim, mu začel pripovedovati svoje grehe? Sem rekel, odkot, kje si pa to slišal? A vidite, kaj? En duhovnik, mogoče več, pa se niso upali reči, kaj so mislili, da je človekova intima? Da je človekova intima naš greh. Greh ni naša intima. Greh je odtujenost človeka od samega sebe. Moja intima je moj odnos z Bogom, je moj dialog z Bogom, to je moja intima. Človekova intima. In o tem moramo govoriti drug drugemu. Kako živimo z Bogom, kako doživljamo Boga, kje sem ga danes srečal, kje me je danes osrečal, kaj mi je danes podaril, zakaj smo danes hvaležni. To je moja intima. Intima je tisti najgloblji delček mene, ki je rezerviran samo za Boga. In Jezus se o tem pogovarja s to ženo. In očitno ga je ta Samarijanka prej razumela, kakor so ga razumeli njegovi učenci, ker so še bili na poti, ne? So še potovali, še niso bili, niti, pa še na Kalvariji so pobegnali. Ne? Spravi, niti tam niso še zares do konca dojeli, da je Jezus jaz sem, Jahve, ki je med njimi. No in posledica tega, ne? Žena začuti pravzaprav, da je pa zdaj srečala sedmega, ki pa je njen mož. Pa ne v tistem navadnem pomenu besede. Zato je verjetno Janez tudi postavil tu noter 6 mož. Ne? Ker je 6 pa 7, ne, so v Svetem pismu simbolna števila. Bog je 6 dni delal, 7. dan ustvarjal, 7. dan pa je počival. Ne? 7. dan je polnost. Vidite, zdaj je ta žena, ki je že 6-krat v življenju kričala po ljubezni, doživela ljubezen, doživela sprejetost. In skupaj v tem dialogu, v tem pogovoru, ko sta drug drugemu dajala besede, ne? Namenjala besede, podarjala besede, v tem dialogu je ta žena spoznala smisel svojega življenja. In pogledajte, ni ji bilo se treba več skrivati. Odhitela je v kraj, v mesto in začela vsem govoriti, koga je srečala.
in jih je pripeljala k Jezusu. No, mislim, da je zelo zgovoren ta dialog oziroma kam Bog, Jezus s svojim dialogom pripelje človeka. Da postavi v središče svojega življenja Boga in da ga skozi vse svoje življenje, misli, besede in dejanja proseva, izseva, izžareva v svet. Da Bog lahko po njem, po človeku, torej prihaja zdaj tudi do drugih. In jih je pripeljala k Jezusu. In prosili so ga, naj ostane, in je ostal, in na koncu so rekli, zdaj pa ne verujemo samo zato, ker si ti rekla, ampak ker smo ga srečali, ker smo ga doživeli, ker smo bili z njim. Morda, da zaključim, lahko rečemo takole, da Bog mora najprej narediti vse te korake v odnosu do vsakega izmed nas, do mene, do tebe, v tem dialogu, če ga le omogočamo. Nekako, kot sem rekel, po Mojstru Eckartu, pa tudi sicer po nauku cerkve, po učenju, po življenju cerkve vidimo, da je to mogoče res samo s čistim srcem, s srcem, ki živi, ki se trudi za kreposti, potem ga lahko Bog počasi začenja osvajati. Ker krepost, vidite, je tudi beseda v življenju, beseda v dejanju. Krepost ne moreš imeti samo v glavi, pa misliti. Če samo misliš v kreposti, še nisi krepostni. Krepostno moraš delati, živeti. No in to očiščuje srce, to dela prostor Bogu v srcu. No in ko je moje srce napolnjeno s to sveto trojico, v kateri se dogaja notranja beseda, ali pa če hočete to večno rojstvo sina iz očeta, potem lahko tudi jaz v svojih pogovorih, v svojem delovanju delujem podobno kakor Bog. V Svetem pismu bi lahko našli veliko takih primerov, ko nas Bog nagovarja k temu, zlasti to zadnje poslanstvo, ko pred nebohodom, ko naroči, pojdite in naredite mi vse narode za svoje učence. Glejte, to se ne more zgoditi in se ne da drugače, kakor po tej metodi, ki nam je Jezus sam razodel, da je Božja metoda, ki se dogaja v Sveti Trojici in prehaja iz nje tudi potem v ta naš končni svet in ima take in drugačne oblike v našem življenju. In če končam mogoče prav s tem, da se to dogaja na tak način osebnega prenosa, ali če hočete osebne okužbe, ne gre drugače, ne gre samo po medijih, ne moremo Boga prenašati samo po medijih, oziroma vedno se je in se bo do konca sveta prenašalo iz osebe na osebo. Jezus sreča Andreja, Andrej gre k Petru in ga privede k Jezusu. Jezus sreča Filipa, Filip sreča Natanaela in ga pripelje k Jezusu. Jezus sreča Pavla tam pred Damaskom, Pavel sreča Timoteja in pogane in jih pripelje k Jezusu. Jezus Samarjanka pripelje njene someščane k njemu in nadaljujemo tako, Jezus sreča mene in jaz srečam drugega in ga pripeljem k Jezusu. Tako, hvala lepa za pozornost in želim čim več takih vzgibov v srcu, ki vas bodo vodili in pripeljali do takih pogovorov z Bogom najprej, pa potem tudi med vami.